umetnika Cesarja Friderika. Za skrbelo. je bil prvi jugoslovanski oklepni transporter. Uporabljala ga je Jugoslovanska ljudska armada od leta 60, kasneje. Veljina oklepa je od 7 do 9 mm, ima pa dva motorja po 90 ton, doseže 100. Boljšeno protiminsko in balistično zaščito do kalibra 7,62 mm, 6,5 litrski 8-valjni turbodizelski motor. In zopet se selimo nazaj na drugi konec sveta iz Amerike v Sovjetsko zvezo, kjer je bilo izdelano tole vozilo, ki je ravno debeljina oklepa je 14 mm, gre za BRDM-2. Vozilo tehta 7 ton in doseže 5 BRDM-2 je tudi amfibijsko vozilo in je bilo v operativno uporabo. Služi predvsem za obrambo.
je bilo vozilo uvedeno v uporabo leta 1955 z osnovnim ciljem zaščite oklepno-mehaniziranih enot pred napadi iz zraka. Vozilo je bilo v ta namen opremljeno z dvocevnim 57 mm. Draga publika, dajmo en aplavz za ta parkiranja. Tukaj se tudi lahko malce pohvalimo, kaj ti je. Pred nami je eden najglasnejših oklepnikov GTR BR-52, kaj in tale naši GTR BR-52. Če boste doma dali otroku za narisati tank, pa prav sigurno obliko 55 je narisal. Proizveden tank v zgodovini, narejenih je bilo preko 100 000 v vseh različnih oblikah. Vojaki, saj so z njimi dobili orožje, ki je bilo sposobno uničiti nemške tanke na bistveno večjih razdaljah, kot so preko čeva potrebne na filah, ampak bil je pa izjemno uspešna konstrukcija, kot smo omenili. Med nami potem na pogovoru z atmosferci gospoda Franca Primožiča, da v številnih državah v obdobju po drugi svetovni vojni in je bil udeležen v neštetih lokalnih spopadih. Tudi v enotah JLA je dolgo časa ostal glavni bojni tank. Dajmo postremiti z enim aplavzom na Slovensko vojsko. Predstavitev vožnje 84-ke, fantastična predstava tukaj v parku Vojaške zveze in tukaj imamo Vse se nam je izvrstno poklopilo, drage gledalke, spoštovani obiskovalci. Čas, mislim, da je spremlja vse dogajanje in damo prihodno akcijo. Bomo tudi evakuirali vse helikoptere. Ti so posebej opremljeni, izurjeni in usposobljeni za izvajanje protiterorističnega delovanja. Da še v živo slišite, pa da mi ponovno slišimo kakšno zgodbo, kakšna je bila
življenjska pot. Ob meni sedi res en krasen človek, še boljši pilot. Ne sekirajte se. To ste imeli še preveč časa. Za na mesec smo glavili vse. Ne smemo pa zaradi javnosti govoriti, kakšne so bile. V večini, no, pač medaljo, ki smo vsi vzamemo. Nam povesta, kako je bilo preživeti rusko zimo v takem tanku? Ja. Ruska zima, kaj je mraz, kdaj je mraz? Ja, ampak ni enostavno vprašanje. Ваня Лебедка указывали, вот эти установления, вот на Гаслуга, на Раду, Дорогачик, Жештанов,